smo danes začeli, 4 minutke pa so čez 9:30 in seveda nisem več sama, kot sem že napovedala. Nas je danes obiskal Beno, direktor podjetja FarmPro in sicer tudi tisti, ki bo poskrbel za naša prehranska dopolnila. Beno, dobro jutro. Ja, še dobro jutro. Kako si? Odlično. Zdaj v novem letu srečnega pa zdravega, veš. Ja, enako, hvala. Hvala za povabilo v studio. Ja, le, imel si tudi rojsten dan pred kratkim, Je tako da se bi ti zapela, pa bom rajš prikrajšala naše poslušalce, zato pa ti bom to izven Če bi etra. pa skupaj pela, bi pa vsi ugasnili radio. Ampak se veš, vedno si zaželimo predvsem veliko zdravja. Ja, res je. In da mi povej, glede na to, da je za nami najdaljši mesec v letu, leto januar, in potem je tukaj najkrajši mesec v tem letu, februar. Kako bomo zdaj zagnali mi to naše svoje telo nazaj v pogon? Ja, definitivno z zdravim stilom življenja, ki vemo, novoletni prazniki, to je, oziroma božični, že se začnejo Ja. tam z potičkami, pa z pečenkami in vsem podobnim, pol se nadaljuje tudi čez začetku januarja in organizmu dobi kar preveč hrane in pa določenih sestavin, tako da je treba malo pošportati. Ampak poglej vreme, ne moreš športati vreme v je, dežju. Lahko, zakaj pa ne. Dober je. Drugače, v končni fazi greš pa v fitness. Tudi mislim, da ni tako nedostopen finančno, da si ga ne bi mogel vsak privoščiti. To je Kot sva res. že na zadnje v koncu Ja. lanskega leta govorila, zdravo življenje, zdrav način življenja, to je osnova. In zdrav način življenja je v bistvu tudi podpora našemu imunskemu sistemu s prehranskimi dopolnili, ker glede na vreme, ki ga ima zunaj, ne, depresivno oblačno, nam manjka predvsem sonca, posledično vitamina D3. Ne? Da, D. In kako lahko mi to spodbudimo in da naše telo res absorbira vitamin D? No, če gremo takoj na prehranska dopolnila, definitivno D3 je eden izmed 4 vitaminov, ki so topni v maščobah, kar ljudje pozabljajo. To je A, D, E. Sem že pozabil. No, ampak D3 najdemo tudi pri vas, ne? Ja, D3 imamo tudi mi. D3 je v različnih oblikah, različne so, že zadnji smo se pogovarjali o tem normativi, koliko telo dejansko potrebuje. Ne. Kot poudarjam vedno, najbolj merodajno je, da narediš analizo krvi, pogledaš, če ti ga dejansko manjka ali ne manjka in koliko ga manjka. Ne. Ampak te standardi so... Ja, so bili nižji, zdaj so pa malo višji. Slovenija oziroma Evropska skupnost je imela prej 600 mednarodnih enot dnevno dozo. Slovenija je prejšnji mesec prejela 1200 mednarodnih enot. Če pogledamo ameriške doktrine, tam grejo sploh do res ogromnih količin, tudi 10 000, 20 000 obstajajo. Dnevno? Prehranska dopolnila s takšno koncentracijo. Sej, ne bomo šli preveč globoko, vendar so različne raziskave, ki kažejo, da je pa malo tudi obratno, ne? Ker preveč D vitamina je pa tudi škodljivo, zato ker lahko kalcij iz kosti resorbira in pa imaš pa spet probleme pa lahko z radnimi ledvičnimi kamni in tako. Tako da se treba držati nasveta zdravnika ali pa saj navodila, ki je v določenem preparatu. Ne. No, ampak zanimivo, ko si ravno omenil, ne, da je pač povezano tudi s kalcijem v kosteh, ker ravno pri osteoporozi priporočajo tudi vitamin D. Ja. Vnos vitamina D. Cel organizem je povezan drug z drugim. Zdaj, če je v pravilni količini, je to optimalno za normalno funkcioniranje organizma. Če pa česarkoli preveč, pride pa do težav na drugem koncu. No, in to je tudi recimo eno izmed mojih vprašanj bilo, ali lahko preveč določenih dopolnil tudi bolj škodi kot koristi. Definitivno, lahko. Se pravi, tukaj analiza in posvet zdravnikom obvezna. Mislim, že določeni stranski učinki so lahko, ki so takoj vidni. Na primer hujšanje? No, hujšanje je posebno poglavje. Recimo magnezija preveč ali pa v nepravih oblikah bo definitivno hujšanje, ker boš imel pogost pojav na stranišču. Okay. Torej, tega se ne posluževa, dajmo tako tudi povedati. Ne? Me pa vseeno zanima, katere
vitamine in minerale dejansko naše telo dnevno potrebuje za mogoče boljše tudi počutje? No. Kaj je fajn, da dodamo prehrani? Definitivno potrebuje vse vitamine, minerale, ki so v telesu. Zdaj, kaj dejansko potrebuje? Večino stvari, kot smo že rekla, zdravo življenje, normalno gibanje v naravi, normalna prehrana, uravnotežena prehrana, da dovolj vseh vitaminov in mineralov. Kolikor smo pa podvrženi stresu, pretirani fizični aktivnosti, pa ponavadi česa zmanjka in je treba dodajati. Še enkrat, posvetovanje z zdravnikom, analiza krvi najboljš pokaže in potem se tudi najlažje odločiš, kaj je treba. Kolikor pa hočeš dnevno podpreti samo delovanje organizma, so pa različni multivitaminski preparati, ki imajo več različnih mineralov, vitaminov in ne vem, mi imamo na primer Naturvele multikompleks, ki ima 23 različnih vitaminov in mineralov in zadošča za dnevno potrebo, tako splošno pri povečani potrebi, kot je trenutno. Ne. Okay. Velikrat je pa treba C-vitamin še pa posebej dodajati. Običajno C-vitamina ni v teh kombiniranih preparatih oziroma izdelkih, ker... Se pravi, to je potem še ekstra. Ja, ponavadi še ekstra. Ja. Ok, torej, če želite spremembe, je treba seveda s spremembami tudi začeti, morda s prehranskimi dopolnili. Beno ostaja v naši družbi, narediva samo malo pauze in v naša šesa prihaja Tupac in California Love. Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy. Beno je z mano, direktor podjetja FarmPro, ki se seveda ukvarja tudi s prehranskimi dopolnili. Beno, pozdravljen še enkrat. Pozdravljena. Ej, Beno, glede na to, kakšno vreme imamo, mi zunaj zelene, pa rekel si, da naše telo potrebuje D3. A imate kako akcijo tudi na vaši spletni strani farmpro.si? Seveda. Ravno zaradi tega, ker je tako kislo vreme in dejansko smo vsi zelo utrujeni in slabe volje in tako smo tudi mi poskrbeli, da ne bo denarnica tako težka, ampak smo naredili eno akcijo, 30% popuste imamo prav za D3 vitamin. Za ostale preparate imamo 10%, to pa smo... To ste zdaj tisto akcijo januarsko podaljšali še malo v februar? Bomo še tam, 2 tedna februarja še lahko uspete. Pa upam, da bo že malo več sončka. Pa bo kaj druga, pa tudi malo bolj znižan, ampak šalo na stran, prehranska dopolnila Naturvele so certificirana, ker poznamo zdaj, da prehranskih dopolnil je celo morje. Ogromno. Ampak zakaj prav Naturvele? No, kot sva že govorila, na zadnje proizvodnja je v Nemčiji, recepture so tudi evropske, nemške, proizvodnja je certificirana po standardih GMP, to je Good Manufacturing Practice, dobra proizvodna praksa, ko je najvišji standard v farmacevtiki ali pa v prehranskih dopolnilih. Vsi preparati oziroma izdelki, ki prihajajo na tržišče, imajo naredite analize, imamo analitske certifikate za vsako serijo oziroma vsak izdelek, ga kdo naroči ali kupi v lekarni, lahko damo analitski certifikat, da je dejansko oziroma koliko je posamezne sestavine, ki je deklarirana na etiketi v samem izdelku. Tako da za omego 3, ker je problematično velikrat so težke kovine, imamo posebej še analizo narediti tudi na vsebnost težkih kovin, ki je 0. To sva že tudi na zadnje govorila, da naš je z perujskega inčuna, ki ni hišna, oziroma ta riba roparica in ima že sama po sebi naravno manj vsebnosti težkih kovin, ker roparice pa živijo dlje časa, jejo vse ostale. Višje kot je v prehranski verigi, več je problemov z vsebnostjo. No, in ko sva že ravno omenila omega 3 pa in omenjava tudi D-vitamin, zakaj nekateri vitamini, ravno omega 3 in v bistvu vitamin D3, boljš delujejo, če jih vzamemo skupaj z maščobo?
Ja, to smo že tudi na začetku govorili, pa sem pozabil enega. A, D, E in K so recimo ti 4 vitamini, ki so v maščobi topni in jih je boljš konzumirati skupaj z zajtrkom ali pa kosilom, skupaj z maščobami. Ampak to zdaj ne pomeni z rebrcami, ne? Ampak bolj zdrave maščobe, kot je recimo avokado. No, vegetarijanc ne bo z rebrcami, jaz nisem, jaz sem mesojedec, ko smo se že zadnjič pogovarjali, tako da lahko tudi z rebrci, ampak v zmernih količinah. Ker smo že pri zdravem načinu življenja. Drugače se pa doktrine spreminjajo. Spomnim, ko sem bil še majhen, se vse delali na svinjski maščobi, na svinjski masti. Pol je bila, ne vem, pa na maslu. Pol je prišla moda raznih margarin, zato očitno, ker masla ni bilo dovolj. In je bila doktrina, da moramo margarine jesti. Potem je bilo vse na olju treba delati. Danes pa vidimo, da ni bilo čist res. Ampak smo zrasli v zdrave. Definitivno. Jaz že nisem 18 let star, pa se prekrasno počutim. Evo tako. Dajva samo še povedati, farmpro.si je slovensko podjetje. In Naturvele... Celjsko. Se pravi, lokalno podjetje. Evo. Ampak Naturvele se pravi najdemo tako na spletni strani prehranska dopolnila, kot tudi v celjskih lekarnah. Ja, v celjskih lekarnah, potem v apoteki pri teatru, skratka na Celjskem je dosti prisotno. Ok, ampak če slučajno ste tak bolj spletni nakupovalci, pa naj vam še enkrat omenim, da Naturvele D-vitamin lahko zdaj dobite tudi znižan 30%, ostali so za enkrat znižani še 10%, ampak kmalu tega ne bo več, zato res pohitite in poklikajte, predvsem, ker morate poskrbeti za svoje zdravje. Ja, naša stran je farmpro.si. Tako, evo. Nažalost se pa piše po angleško. PH. PHRMPRO.si. Ja, tako smo se malo vsi anglicirali. Noben problem, bomo pa vseeno tudi objavili na naši spletni strani, tudi povezavo do spletne strani, da boste seveda lažje poklikali. Beno, zaenkrat ti bom pa rekla hvala in v spomladanskem času boš spet prišel, ker boš pa mogel malo povedati tudi, se veš, spomladanska utrujenost bo kmalu prišla. Lahko jo pa že zdaj preprečimo. Definitivno. S prehranskimi dopolnili, seveda z zdravim načinom življenja in tudi zdravo prehrano, sem se slišala zdaj. Zdaj bo malca, pa upam, da bo kaj nezdravega. Boma pogledala, kaj boma kaj pojedla danes, ne? Ja. Beno, še enkrat hvala za obisk in seveda sva na liniji. Ja, živijo.